Deni Kuk z mano v oddaji Radioaktivno, lepo zdrav. Pozdravljen. Si novo ime na domačem glasbenem prizorišču? Ja. Kako to si se odločil stopiti na solo glasbeno pot? Močko, zgodba je taka, jaz v bistvu v glasbi sem že od malih nog, pri 4 letih smo že upisali v glasbeno, tako da me spremlja to že celo življenje. Je pa pač tudi ta stvar rabila nek razvoj, kako bi rekel, da je prišlo do tega, kar je danes. In v bistvu preko tega, da sem igral neke inštrumente, določene tako, do tega, da sem sploh začel najprej peti, posledično tudi malo igrati kitaro in pol iz tega ven tudi to, da sem napisal svoje prve pesmi takrat, da je reč pri 14-15 nekje. In potem pač do tega, da v bistvu se je to tudi toliko razvilo in sem postal nekako tudi toliko samozavesten, da bi to rad pokazal tudi še nekomu. Tako da tak je pač ta razlog, od vedno pa sem nekako v glasbi že od majhnega. Si ves čas solo ali tudi kaj v kakšni skupini dueto ali kaj podobnega? Misliva pred tem ali misliva zdaj? Misliva pred tem. Predvsem pač ja, tako se vedno, bom rekel, vsak po mojem, kad tudi pride do neke solo, rabi iti skozi neke take stoplje, tako da ja, jaz sem imel band, da je reč v začetku srednje šole, enega kot takrat najstnik, kjer smo pač prvič se, v bistvu bova rekla prvič, sem se takrat vokalno resno preizkušal, na koncertih pa tako, smo igrali tudi pred Zidarto, tudi pred tem jelem bandom, pa takimi stvarmi, na teh veselicah, ki so bile okoli po Primorski, ker jaz sem pač originalno Primorci iz Gorice. Ja, preko vseh teh stvari je pa pol prišel do tega, da zdaj sem pač sam v bistvu nekako, vedno sem rad ustvaril, je pa ta stvar, da ko ustvarjaš z drugimi, pač nekako deliš to ustvarjanje, zdaj pa sem nekako začutil, tudi pač pri nekako mojih letih, lahko zdaj rečem, sem začutil, da pač je čas, da bi zdaj pa rad povedal ljudem nekaj, kar je res mojega in dobil, bom rekel, tudi kritiko nazaj za tisto, kar je res nek glas mene, ne pa nek skupek, bom rekel, še mene ali pa nekoga drugega. Je pa za ustvarjanje komadu nimam nič proti, tudi zdaj, če se kak komad napiše skupaj, ampak interpretacija in to je pa zdaj definitivno pač bolj na meni, včasih je pa to seveda tudi drugi band in to je. Sedaj si na radijskih valovih tudi s prvo solo skladbo, Daj mi roko je naslovljena. Ja, Daj mi roko, rečemo pri nas. Tako da ja, kaj malo skladbi, neč, pač skladba v bistvu je, bom rekel, tako ena mojih prvih skladb napisanih, bom rekel, ne ravno prva, od teh, ki jih imam pripravljene, jaz imam pač tudi neki zadnji in to mi je meni bolj plan, da bi teh, deva reč 12-13, mogoče 15 komadov, ki jih imam zadnji spravil v naslednjem letu 2 naprej, je pač ta res samo nek, bom rekel, začetni žig vsega tega, kar bo še prišlo. Skladba je zelo preprosta, nekako narejena, oziroma tudi prepričan sem, da gre pač dosti hitro lahko v uho. Je pa pač tako, govoril, bom rekel, o njeni punci, ki pač, kako bi rekel, neki njeni zgodbi in dejansko pač, kako si ti neke punce nekako želiš, pač ne pa pride do tega in tudi, bom rekel, ni prišlo. In v bistvu govori bolj o tem, ampak nekako predvsem hkrati pa tudi zraven o tem, da v bistvu kako se neke osebe v tej ljubezenski igri, če tako lahko rečeva, skrivamo za neko svojo igro. Tle v bistvu govori skladba tudi o tem, da nekako ni ta igra tako dobro skrita pri tej punci, ampak nekako si to lahko zelo dobro videl. Je pa skladba, kot se pravim, zame predstavlja pa predvsem ne toliko, koliko je pomenska zgodba, ampak predvsem predstavlja tudi to, da v bistvu, da se nekaj začne, tako kot sva rekla, da se začne ta solo stvar, da se to začne in v bistvu to je res zgolj sam začetek, upam pa seveda, da se bo nazaj na to gledalo pozitivno, to so pa itak želje. Poslušalci pa si lahko za skladbo gledajo tudi video podobo. Res je, sicer je prišla ta video podoba zdaj, bom rekel, mal manjši obliki, če lahko se tako izrazim, ne vem, če to prava beseda, ampak predvsem zato, ker naj bi bil to v bistvu lirik video, rečejo po angleško, se pravi nek video z besedilom, Je pa zelo tako lepo radilo na koncu, da je praktično en pravi majhen video tudi v ozadju, kjer se v bistvu preliva besedilo, tako da nek pravi video spod pripravljen po mojem pri naslednjem ali pa pri, bom rekel, tretjem komadu, ampak mislim, da kar že z naslednjim bi nekaj bolj resnega prišlo, kjer bi mogoče stvari tudi v neki obliki dali tudi moj obraz, tako razmišljamo na glas. Je pa zdaj to, se pravi, lahko bi rekla video spot, ampak je tako ena manjša oblika, bom rekel, nekega videa, da je pač nekaj se dogaja, še vedno pa mislim, da je point pesmi v tem videu zajetno, kar je pa na koncu tudi najbolj pomembno. Poslušalci se to lahko gledajo na YouTube, skladbo bova sedaj poslala tudi v eter oddaje Radioaktivno, zato Deni za konec pošlji v eter. No, pa dejva, Deni Kuk, daj mi roko. Včasih se vprašam, kje sploh sva. Veš, da mislim na te, a ti se ne da.
tiho, a vendar te izdajajo oči. Ko te ni, le sprašujem se, kdaj bi. Čutim te, punca, daj vasi vse. Daj mi roko in telo, daj mi srce in še nebo. Se bo zemlje tam dotaknilo. Včasih malo tečna, a ful iskriva. Včasih odrezava, vedno zanimiva. Obožuje svojo igro, v njej ne pojenjajo moči, a vedno jo izdajo te oči. O, kar si želim, mislim, da lahko živim. Čutim te, punca, daj že reši me. Daj mi roko in telo, daj mi srce in še nebo. Se bo zemlje tam dotaknilo. Obožujem tvoj nasmeh in vem, da ljubil bom ta greh. Le igrajva se na tleh. Daj mi roko in telo, daj mi srce in še nebo. Se bo zemlje tam dotaknilo. Obožujem tvoj nasmeh in vem, da ljubil bom ta greh.